Motošportni dnevi za otroke so med poletjem postali stalnica. AMZS jih je pripravil tudi letos, in sicer v AMZS centru kartinga in motošporta v Slovenji vasi, v AMZS centru varne vožnje na Vranskem in na poligonu društva Gas Vrtejba v Vrtojbi. Poznamo boste panoge motošporta, in sicer motocross, trial, karting in pa minimoto. Otroci so na vseh 9 motošportnih dnevih vselej z velikim zanimanjem vpijali vse, kar jim bo zelo prav prišlo tudi v vsakdanjem življenju. Super, ampak pri kartingu najpomembnejša oprema je tako kot druge, čelada, ja. Kaj je vedno najbolj pomembno, preden se usedemo na motor? Tako, brez čelade in to zapete, nikoli ne gremo na motor. In pa na motocrossu pridejo noter še očala. Ta čelada pa nima očala, ima pa kar že vizir vgrajen gor na čelado. In to nam ščiti pred mušicami in pa kakšnimi kamnički. Jaz imam tudi otroke, približno stare kot ste vi, in pustim, da delajo vse vragolije, da skačejo, ampak čelada mora biti vedno nagrajena, okej? Največja dodana vrednost motošportnih dni v izvedbi Avtomoto zveze Slovenije je v tem, da lahko otroci spoznajo motošportne panoge brez večjega vložka strani staršev, kar pomeni, ni treba kupiti motorjev ali kartinga, ni potrebno kupiti zaščitne opreme, vse namreč otroci dobijo tule. Otroci so bili zelo dojemljivi in hitro učljivi. Da brez zaščitne opreme ne gre, je slišal in zdaj ve vsak. Recimo, če se zaletiš, se tvoja glava zelo premakne in če imaš takle ščitnik okoli tu, ti pol glava ne more to premakniti. Podučimo jih, da je zaščitna oprema pomembna tudi pri vožnji kolesa, skiroja, ne samo, če se vozijo z motorjem. Otroci so si dobro zapomnili, kaj potrebuješ, če želiš voziti motor ali gokart. Da si nadanemo čelado in opremo, potem šele lahko vozimo. Moraš imeti čelado, ščitnike, rokavice. Moraš imeti opremo, ščitnike, čelado. To jemljejo pa zelo resno, zato ker vsako stvar, ki predstavimo, točno vejo zakaj. Pred ovinkom zabremzaš, pa spustiš malo gas, pa zaviješ. Učenje in vožnje z različnimi motorji in v gokartu so otroke navdušile. Beremo na gokart, prav? Ja, jaz grem prvi, nisem mi tako rekel. Sama udeležba ne zahteva nekega predznanja. Dobrodošlo mogoče znanje vožnje s poganjavčkom, da ima otrok malce ravnotežja, to je pa tudi vse. Prvo sem bil na minimoto, pa na gokartu, zdaj pa na krosu. Prvo smo šli na trial in sem prvič šla na njega. Najbolj mi je bilo na minimotu, zato ker smo šli lahko hitro in na krosku, zato ker smo lahko delali ovire. Najbolj všeč mi je bilo pri krosaru, zato ker je ful hiter in ker lahko sediš in ker je ful lažje. Najbolj mi je bilo ovinki. Težko pa ni bilo nič prav. Velika večina udeležencev motošportnih dni je popolnih začetnikov, niti nimajo nobenih izkušenj z vožnjo motorja in vesel sem, ko lahko potrdim, da dejansko vsi so potem tudi speljali, se pravi niso imeli težav z vožnjo ali motorja ali kartinga. Vsi otroci so zadovoljni, tako da mislim, da je to smisel tega, da se imamo fajn, pa da se veliko novega naučijo otroci. Zdaj je to. Kako se je bilo dobro peljati lan? Se je bilo vroče peljati? Ne. Toplo? Ne, Ste se imeli lepo na minimotu? Ja. Vsi so radovedno sledili navodilom in so se znali prilagoditi zahtevam v posamezni panogi. Prvo sem šla sedeti, ko sem dobila ravnotežje, sem se ustala, povozila. Paziti moraš na ravnotežje in ko zaviješ, pri minimotu se moraš še malo nagniti. Mogoče kakšen gas bremza ni lih razumel v prvo, ampak smo vsega naučili, tako da
je odšel danes domov z dodatnim znanjem iz kartinga in si se dali pamet. Čez ovire si se peljal ali si jih obvozil, kako gre po progi? Sem se peljal in je bilo tudi dobro. Jaz mislim, da je vsak nasmešek otroka nekaj posebnega, pa ne glede na to, ali je bil ta nasmešek od premaganega strahu ali pa od premagane ovire. Bom še šla na motošportni dan. In nasmeškov, veselih ter zadovoljnih otrok je bilo letos več kot 230. Sicer pa za vse informacije vabljeni na spletno stran Avtomoto zveze Slovenije.